Se mi zdi, da v prejšnjem videu nisem dovolj dobro pojasnil pozitivnih učinkov na potek epidemije, tako za ukrep prepovedi množičnih prireditev, kot za ukrep omejitve gibanja na občino bivanja. Zlasti ta zadnji ukrep omejitve gibanja nekatere še vedno moti. Naj pojasnim, množične prireditve povečujejo reproduktivno število ranič in ga delijo bolj urbanega v nekem smislu. Če ne bi sprejeli prepovedi, bi epidemijo potegnilo čez meje zmogljivosti zdravstvenega sistema, tako kot se je to zgodilo v Italiji, Španiji in New Yorku, treh državah z največjo stopnjo okuženosti. Morda je to prav zato, ker takih prepovedi niso pravočasno sprejeli. Kar pa zadeva gibanje samo znotraj meja svoje občine, ta ukrep ranič zmanjšuje in ga dela bolj ruralnega. Zato, če ne bi bilo prepovedi gibanja izven meja svoje občine, bi se potek epidemije raztegnil in zdravstveni sistem bi bil dodatno obremenjen. Pa še to, če nič drugega je v Sloveniji še vedno od virusa svobodno ozemlje 61 od 212 občin. Sicer pa si celotno situacijo najbolje ponazorimo s pomočjo teorije grafov. Prva animacija pokaže na simbolni sliki Slovenije, kako bi virus brez kakršnih koli ukrepov imel prosto pot. Druga animacija pokaže, kaj bi se zgodilo, ukolikor množičnih prireditev ne bi prepovedali. Potem bi bilo širjenje virusa še hitrejše. In še zadnja animacija, iz nje se vidi, da z omejitvijo gibanja na svojo občino se širjenje virusa uspešno zameji. Sploh pa je učinek omejitve gibanja viden tudi po vseh relevantnih kazalnikih. Na primer na grafu, ki prikazuje hitrejšo rast skupine okrevanih, tako kot bi bilo za pričakovati prav v intervalu 10 do 14 dni po sprejetju tega ukrepa. Ampak v realnem življenju je pač tako, da slabi rezultati sami po sebi dokazujejo, da so bili ukrepi slabi. Težje je, ko so rezultati dobri. Vedno se bodo našli ljudje, ki bodo trdili, da so bili ukrepi preostri in nepotrebni. In kako naj zdaj te ljudi prepričamo? Saj ni, da bi lahko čas kar zavrteli nazaj in preverili, kako bi se vse izteklo brez teh ukrepov. In ja, potem je tukaj še to, da kot da ni dovolj raznih teorij zarot, ki se producirajo po svetu, moramo tudi mi imeti svojo. V medijih je bilo zaslediti tezo, da bi naj Nacionalni inštitut za javno zdravje in drugi odgovorni skrivali podatke o še aktivno okuženih, ki da jih je veliko manj, kot se poroča, in ja, spet ne bi bili zato ukrepi nepotrebni. Natančnega podatka o razmerju med aktivno okuženimi in že okrevanimi nima nihče in ga niti ne more imeti. Se pa da vsaj približno izračunati, kar tu zadnje 2 tedna redno počnemo. Na Univerzi na Primorskem izračunavanje z veseljem podrobneje predstavimo vsem, ki to želijo. Samo telefon naj zvrtijo, pa bo. Tukaj v tabeli pa samo končni izračuni za zadnji teden, za okrevane, za še aktivno okužene in za tisti naš proksi za reproduktivno število ranič. V grafu pa je slikovno prikazana rast okrevanih in pa padec še aktivno okuženih v istem obdobju. Že ves čas opozarjamo, da gre pri epidemiji pravzaprav za 2 Sloveniji. Na eni strani so tu najbolj prizadeti domovi starejših občanov, potem pa še na drugi strani preostanek Slovenije. Zato tokrat poleg izračuna za celotno Slovenijo tudi izračun za Slovenijo, iz katere smo izročili DSO-je. Podatki so v tem primeru bolj popolni in učinkom ukrepov je zato lažje slediti. To kaže tudi naslednja tabela, kjer smo podatkom za okrevanje in aktivne za celotno Slovenijo dodali še podatke za okrevanje in aktivne brez DSO-jev. Izračuni jasno kažejo, da smo epidemijo uspešno zamejili samo na domove starejših občanov. Še beseda, kot vedno, beseda 2 o naši zaverovanosti v globalizacijo in varen dežnik EU-ja. Ob tej epidemiji bi v prvih vrstih operativnih linijah pričakovali 2 osebi. Poleg predsednice Evropske komisije še komisarja, čigar resor spopadanje s krizami po definiciji spada. Ampak to pričakovanje je samo pobožna želja. Morda še bolje tako. Kot ni zapostaviti piromana v prve gasilske vrste, tudi ni pričakovati, da bi lahko globalizacijska paradigma ponudila rešitev za problem, ki je plod ta iste paradigme.
In zato so jo v tej krizi boljše odnesle tiste države, ki poleg individualne iniciativnosti premorejo še kaj kolektivne zavesti in povezanosti. In Slovenija lahko da tudi zaradi polpretekle zgodovine nekaj tovrstnega instinkta še vedno ohranja. Ob ugašanju epidemije je pred nami nekaj nalog. Najprej, kot ni priporočljivo, da bi se dan po nekajdnevnem postu na vse 4 vrgli v lonec, je prav, da smo se sproščanja ukrepov lotili po pameti, korak za korakom. In seveda vse izkušnje je potrebno preliti v načrt, s katerim bomo naslednji val covida pričakali bolje pripravljeni. Je pa ta čas idealen tudi za en globlji premislek, kako naprej, tudi na vseh drugih področjih. Za potrditev samobitnosti gre. Pri preskrbi s hrano, na primer, mislim, da hruške iz Južne Afrike in holandski paradižniki. Čemu le? Seveda pa ni samozadostnost pri preskrbi s hrano edini takšen podsistem. So še drugi, ki potrebujejo resno prevetritev. Na primer znanost. V letošnjem letu se na ARRS-ju, na Agenciji Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, ki je glavni protagonist znanstvene politike v Sloveniji, menjujeta tako direktor kot člani znanstvenega sveta. Resorno ministrstvo je pred zahtevnim izzivom. Čas je namreč pravšnji za povratek slovenskih znanstvenikov in znanstvenic iz tujine. Preveč jih je že odšlo in jih še kar odhaja. Obstaja na primer 6 srednješolskih mednarodnih tekmovanj, tako imenovanih olimpijad. Pred leti sem preveril, kaj se je zgodilo s člani slovenskih ekip. V tabeli so moje ugotovitve. Med tistimi iz sredine 90-ih let je po zaključeni srednji šoli samo en odšel na študij v tujino. Iz generacije 20 let kasneje, leta 2014, pa jih je po končani srednji šoli na študij v tujino odšla že 1/5, kot je razvidno iz tabele. Slovenija svoje znanstvenike in znanstvenice potrebuje tu, ne tam. In zato jih povabimo nazaj. Iz lastne izkušnje vem, da se bo marsikdo z veseljem odzval. Pred 30 leti sem se po 10 letih tujine ob prvi resni priložnosti takoj odločil za povratek. Zato verjamem, da bo vektor usmeritve novega direktorja in novih članov znanstvenega sveta ARRS-ja v Slovenijo pripeljal tudi koga od teh izgubljenih sinov in hčera. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, čez gore ravan, seže mi pogled z goričku v Piran.